Na gričevnatem obrobju Ptuja smo obiskali harmoničen in razgiban vrt. Živopisana okolica Doma zakoncev je odraz sloge in potrpežljivega dela domačih rok ter izjemnega čuta za združevanje materialov in rastlin. Irena in Davor, lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Dobre. Tu smo v enem čudovitem vrtu, pa me zanima, a je prvo nastala ideja za vrt ali hišo, to romantično, ki zraven stoji? Lahko bi rekli, da je pravzaprav nastal najprej načrt za vrt, se pravi, da smo lokacijo in parcelo zbirala z veliko željo, da bi vrt dopolnjeval dom. Kje ste pa prej živeli? Prihajali smo iz bloka kot družina, ampak predtem smo pa oba dva stanovala v hišah. Predhišni vrt je v ravnini ceste in se prijazno odpira okolici. Ko stopimo skozi obok, preraščen z vrtnicami, pa se zasebni družinski prostor počasi umika v zasebnost. Veliko je prepletanja moškega in ženskega principa. Zakaj se to prepleta? Prepleta se zaradi neke potrebe, notranje potrebe tudi po lepoti, po oblikovanju tega, po rožah, po združitvi zunanjega, notranjega, hiše, ki je oglata, kar smo tudi želeli kot klasiko, in z drugimi oblikami, ki so bolj naravne. S tem ponazarjamo tudi, kakšno je okolje okrog nas. Moja žena je v glavnem skrbi za to lepoto, jaz pa poskušam to nekako tehnično izpeljati. Na kak način pa so nastale vrtne zasnove, te zasaditve, na kak način ste grupirali vse skupaj? Tako kot smo pri hiši že razmišljali, smo tudi na vrtu izhajali iz nekih bolj klasičnih načinov. Drugače pa je obliko narekovala okolica sama, kjer smo reševala zagate z terenom. Potem pa smo vrt levo in desno ugradili z živimi mejami, zato da imamo neko intimo. In je s tem nastala živa meja, pred katero, ki je v bistvu ozadje za zasaditev pred njo. Ja, tesno ob hiši, v bistvu imamo podaljške notranjih prostorov, se pravi direktno iz kuhinje, izhod v letno kuhinjo oziroma kuhinjsko dvorišče, kot ga imenujemo. Pred dnevno sobo in jedilnico imamo tudi zunanje prostore za jedilnico. Potem pa se vrt spušča po terasah na osrednjo zelenico in se oddaljuje v spodnji del in tam imamo že kar nekaj let glicinijo, ki nas razveseli vsako poletje oziroma pomlad. Spodnji del vrta pa je bolj kmetijski, imamo nekaj sadja, imamo nekaj lastne pridelave zelenjave. Imamo pa to srečo, da je pred nami tudi lep razgled na Dravsko polje, tako da potem se vrt izteka v mehkih linijah, v bistvu v neko naravno gibanje, tako kot ga opazimo v daljavi. Irena je po več letih dela v pisarni začutila, da za uravnoteženo življenje potrebuje tesnejši stik z naravo in rastlinami. Po rojstvu 4. otroka je ostala nekaj časa doma in se posvetila vrtu. V bistvu sem se že potem na pragu srednjih let odločila še za študij na Višji šoli za hortikulturo v Celju, tako da sem tam še neko strokovno znanje pridobila, ki sem ga potem v bistvu nadgradila z delom doma. Prav tako sodelujemo z bivšimi sošolkami, kjer smo študirale skupaj, smo ustanovile društvo Zeleni prsti, kjer se še zdaj družimo, obiskujemo izlete in izmenjujemo izkušnje. In se vam zdi, da Slovenci imamo zelene prste? Absolutno. Slovenci so vedno znali delati za zemljo, Slovenke so znale tudi urejati svoje vrtove. Mislim, da je to tudi način, na katerem se lahko ljudje ustvarjalno izražajo, tako kot se likovniki izražajo, mogoče na slikarsko platno ali kako drugače, se lahko potem tudi čisto enostavno izrazimo tudi z ustvarjanjem na svojem vrtu. Ogromno ste uporabila tudi kamna in to na različnih koncih vrta. Na kak način ste ga izbirala in kje ste prišla do njega? Kamen, v glavnem kamen za škarpe je iz lokalnega okolja, slovensko-goriški peščenec, v kateri ima tudi notri fosilne ostanke. Pa bi rekel, da je to malo tudi na dušo mene, panonskega mornarja. Tako da ta občutek sem hotel obdržati in ravno tako še čisto lokalni kamen iz Drave, katerega smo pol uporabili za mozaike. Veliko objektov smo že snemali po Sloveniji, ampak tako velike terase, kot je vaša, še nisem videla. Kaj je botrovalo temu, da je nastal tako velik
prostor od zunaj. Enakovredno se nam zdi življenje v hiši notri, kakor tudi izven hiše. In tudi večino časa, kar se le da, smo zunaj in tu se tudi dogaja. Bom rekel, vsekakor čez toplejši del leta najlepše in druženje, kuhanje, vse, užitek. Kar jedilnica je nastala tukaj, bivalni prostor, ne? Res ste kar marsikaj preselili ven. Imate pa tudi letno kuhinjo, pravzaprav se malo drugače imenuje, ne da? Tako je, lažni bar, to je pač nastalo zaradi tega, ker radi imamo plažo, radi imamo morje in je tudi na ta način ta ideja nastala zraven tega, da radi tudi kuhamo. 16 let že živite s to hišo in vrtom. V tem času so otroci že skoraj da postali odrasli, pa tudi vrt je že dozorel. Kako zdaj doživljate svoj vrt in življenje tukaj? Ja, vsekakor vrt je nekaj, kar se spreminja v času. To ni neka slika ali pa neko stanje, ki ga vzpostaviš in zamrzneš. Tako da, kar se tega tiče, tako kot smo mi zrela družina, je tudi vrt že zrel. Tako da je vrt moj veliki učitelj, zaradi tega, ker te nauči potrpežljivosti, te nauči sprejemati stvari takšne, kot so, in da če nečemu tako posvetiš dovolj pozornosti in časa, da se ti potem tudi res hvaležno odzove.